Jaz sem obiskal občino Maribor v sklopu svojih obiskov po slovenski lokalni skupnosti, obiskujem tudi mestne občine, tam se seznanjam z razvojnimi projekti in jaz mislim, da je to prav, da tudi v funkciji kandidata za predsednika republike obiščem čim več slovenskih krajev, mest, občin in se seznanjam z življenjem ljudi. Maribor seveda dobro poznam. Dobršen del mojega političnega dela je tudi vpeto bilo v življenje Maribora, tako ali drugače tudi v preteklosti, ko sem še bil minister, tudi sedaj, ko sem evropski poslanec, dostikrat obiščem Maribor in njegove projekte. Mene bolj zanima, o čem ste se pogovarjali z županom, ste se pogovarjali tudi o morebitnem črpanju evropskih sredstev za mnoge odprte mariborske projekte? No, tudi na to je nanesla beseda. So že nekateri projekti, za katere bo Maribor zagotovo dobil tudi podporo strani evropskih sredstev. Pridno pripravljajo se ustrezne papirologijo, ustrezne dokumentacijo za to, da pridejo ti projekti v igro in predstavljam je tudi nekatere druge projekte, ki že tečejo. Največ besede pa je bilo seveda namenjeno prestolnici kulture pa bližajoči se prestolnice mladih za drugo leto in seveda svetovno mlinsko šahovsko prvenstvo, v katerega sva oba zelo dobro vključena v same priprave. Kot veste, pripadam Slovenski ljudski stranki, mi do tega trenutka nimamo svojega kandidata in seveda gospod Zver je prvi kandidat za predsednika države, ki se je odločil, da obišče drugo največje mesto v Sloveniji in tudi župana in pa vpraša. Že prej smo veliko sodelovala, kadarkoli in vsako leto grem na Open Days v Bruslju, tudi letos grem z projektom Evropska prestolnica mladih. Z mirom sem se v Bruslju srečala in z mirom sem se pogovarjala, kako in na kakšen način počrpati največ evropskih sredstev. Na kaj ste opozorili recimo oziroma povedali glede mariborskih projektov? Gospod Zver dobro pozna. Tudi sem ga seznanil, da smo tik pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za obnovo dvorane Tabor, da kolikor je v naši moči in naše strokovne službe delajo pridno in trdo, da pa predvsem želimo Evropsko prestolnico mladih, ki je projekt, ki je zelo pomemben za Slovenijo in za Evropo. V naslednjem letu je potrebno, da vsa Slovenija da pozornost temu projektu.